Lepo pozdravljeni vsi, ki spremljate oddaje televizije Exodus v letu vere. Molimo skupaj. Hvala ti, dobri Oče, da te poznamo in se lahko zbiramo v Jezusovem imenu. Prosimo te, poživi nam vero, da bo postalo globoko prepričanje in resnična moč, ki izhaja iz osebnega srečanja z Jezusom Kristusom. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. Sveti Jožef, odrešenikov varuh, prosi za nas. Danes bomo torej razmišljali o skrivnosti, ki jo molimo tudi v rožnem vencu, kako sta Marija in Jožef iskala Jezusa v Jeruzalemu in ga našla v templju. Najbolje je seveda, da gremo po poti evangeljskega poročila, kakor ga prinaša Evangelij po Luku. Takole beremo. Njegovi starši so vsako leto ob prazniku Pashe hodili v Jeruzalem. Jeruzalem, hrepenenje vsakega vernega izraelskega srca. Jeruzalem, Božje mesto. Kakor smo zadnjič razmišljali, so se tudi trije modri napoteli v smeri Jeruzalema. Tako so sklepali, da je tam rojen judovski kralj. Trije modri kot predstavniki vseh narodov sveta in vseh religij sveta. Vse religije končno imajo toliko bodočnosti in tudi blagoslova, kolikor so obrnjene v smer Jezusa Kristusa po svojih najglobljih in bistvenih vrednotah. Modri so bili iskalci Boga in odkril se jim je dokončno v Jezusu Kristusu, edinem odrešeniku sveta. Tako torej so po Jezusu Kristusu, ki so ga modri spoznali kot človeško dete, blagoslovljeni vsi narodi sveta. In tako se je v znamenju treh modrih, lahko rečemo, začela evangelizacija sveta, se pravi razglašanje vesele novice, da je Bog obiskal svoje ljudstvo in da hoče rešiti vsakega človeka, vse narode sveta. Jeruzalem. Sicer trije modri niso našli judovskega kralja v Jeruzalemu, kakor poudarja papež Benedikt XVI v svoji knjigi o Jezusovem otroštvu, si je izbral Bog za kraj njegovega razodetja ponižni Betlehem, da s tem da znamenje vsem nam, kje najdemo Boga, kje najdemo Kristusa v ponižnosti, ki jo predstavlja Betlehem. Med preprostimi in ponižnimi je Jezus doma in tam se daje spoznati. No, sicer pa vemo, torej Jeruzalem je bil ponos in veselje vsakega vernega Izraelca in tako so Jezusovi starši, piše, vsako leto o prazniku Pashe, kar pomeni velike noči, hodili v Jeruzalem. Pridružimo se tej romarski skupini, to ni bila samo sveta družina, ampak so bili mnogi drugi, ki so iz Galileje romali tja gor pravim, ker Jeruzalem je bil na svetini, v sveto mesto za veliko noč. Ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi. Gotovo je Jezusa ob njegovem 12. letu prevevalo posebno občutje, ker to je bila pa doba, to je bilo leto prehoda med odrasle. Če je bil prej Jezus
bolj v svojem otroštvu, da tako rečemo, ob Mariji in svetem Jožefu, je sedaj prešel v dobo odraslih, v družbo odraslih. In to bi nekako odgovarjalo tudi naši Birmi, če gledamo sedaj seveda Birmo, kakršna naj bi bila. Žal se ta prehod otrok danes, krščanskih otrok danes, zgodi preveč površno in da niti nimajo prave zavesti, da prehajajo v družbo odraslih vernikov in da s tem prejemajo tudi in še posebej po posebnem blagoslovu in zakramentu tudi odgovornost odraslega vernika. Molimo za to, da bi se otroci zavedali tega prehoda, kakor se ga je zavedal, saj približno tako, kakor se ga je zavedal 12-letni Jezus. Zapuščajoč otroštvo in na prehodu v družbo odraslih vernikov, kar pomeni potem tudi seveda pričevanje za Boga, pričevanje za vero, z besedo pa tudi in še posebej zavzetim krščanskim življenjem. Nadaljujemo torej svoje razmišljanje. Velika noč. Šli so za veliko noč, kakor vsako leto. Družina je imela to navado, kako neki ne, da so hodili v Jeruzalem za veliko noč, kakor je bilo rečeno, naj gre vsak Izraelec za ta praznik v sveto mesto. Lahko se vživimo v občutje Jezusovega srca, pa tudi Marije in svetega Jožefa, posebej pa Jezusa, ko je gledal te obrede klanja jagnjet in darovanje jagnjet seveda ob prazniku Velike noči, on, ki je jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Kako je on vse to doživljal, vse to znamenje, ki mu je bilo dano v judovskem obhajanju Velike noči. V resnici pa je on tisto jagnje, ki je prostovoljno darovano, kakor je Bog Oče hotel za rešenje sveta. Kakšna čustva so ga prevevala, ko je pomislil naprej, kako bo to z njim in prav posebno v Jeruzalemu, vse do tiste končne daritve. Tako pa ne, mimogrede, o velikonočnem praznovanju v Jeruzalemu, sredi množice romarjev od vsepovsod. In piše, ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu, da bi njegovi starši to opazili. Kakor je bilo veliko veselje v sveti družini, da so romali v Jeruzalem, tako velika potem je bila tudi zaskrbljenost Marije in Jožefa, ko sta opazila, da 12-letnega Jezusa ni med druščino, v kateri bi ga, tako sta mislila, morala najti. Torej, romanje v Jeruzalem je bilo nekaj veselega. Veselili so se tega še posebej otroci. In če pogledamo nazaj na samo romanje, moramo to poudariti, da je romanje tudi danes nekaj zelo veselega. Spominjamo se lahko svojega otroštva in ko smo poromali na to ali ono, navadno je to na Marijino Božjo pot, kakšno veselje, nekaj svetega je v zraku. In nekaj tega, če se obrnemo na romarsko pot, mora biti tudi v naših družinah in prav romanje je posebej poudarjeno v tem letu vere, da bi bila čudovita priložnost za to, da na romanju in med romanjem poglobimo svojo vero. Torej, tako so veselo romali v Jeruzalem in se potem kot romarji tudi veselo z Božjim blagoslovom vračali, sveta družina in drugi. Sveda sta starša mislila, Marija in Jožef, da je otrok v druščini svojih vrstnikov. Tako tudi piše,
Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Popotna druščina, to je pač družba otrok, ki so se držali odraslih, vendar pa so imeli svoj svet, svoje veselje, svojo sproščenost. Glejte, človek bi rekel, pa nekako čudno je to. Če je Marija vedela, da je to odrešenik sveta, da je Božji sin, in če se je sveti Jožef zavedal, kdo je Jezus, saj približno zavedal, kdo je Jezus, in bilo mu je razodeto, kako sta mogla biti tako neskrbna, morda bi nekdo pikro rekel tako nespametna, da sta ga potem prepustila pač druščini njegovih vrstnikov, ki je bila taka ali taka, pač druščina otrok oziroma mladostnikov. Glejte, širino Marijinega srca, širino duha svetega Jožefa, kako sta zaupala tudi otroka druščini, kakršna je pač bila, seveda pa sta skrbela, in to zagotovo, in prej in pozneje, da je bil Jezus v dobri družbi. Žal te dobre družbe danes otroci nimajo. Marija in Jožef, da tako rečem, sta imela to Božjo srečo, da sta lahko otroka zaupala dobri družbi. Kako pa je danes, glejte, vsekakor nespametni so starši, ki pač pustijo otroka, ne gre kamorkoli in ne hodi kakorkoli, da ga bo družba vzgajala. Ti časi so zelo različni od tistih prvih časov, čeprav tudi tisti niso bili ti prvi časi krščanstva idealni. So bile vse sort reči, kot temu rečemo, vendar v glavnem pa osnova je bila dobra in med otroki ni bilo pokvarjenosti, ni bilo tega duha, kakor ga srečujemo danes. Torej, dobro je, da starši pustite otroke ali vnuke tudi v primerno dobro družbo, kako naj se sicer potem razvijajo, kako naj se, kot temu rečemo, socializirajo. Otrok mora živeti tudi v svoji družbi in tako je Jezus tudi v tem znamenje, da sta starša Marija in Jožef pustila, da je šel bodisi tja s popotno druščino otrok in tudi vračal se s popotno druščino otrok, seveda pa ob varstvu ali v povezavi starejših, torej, se pravi očetov in mater in drugih odraslih, ki so vedno imeli tudi oko, da so gledali na to mladino, na te otroke, ki so se vračali domov. Tako so torej prehodili pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Logično. Torej, ko so prišli v prenočišče, na poti domov, pot je bila dolga, vemo, so ga iskali med sorodniki in znanci. In ga niso našli. Tu pa je prišla tesnoba v srce Marije in tudi svetega Jožefa. Kako da Jezusa ni tukaj? Kako da ga ni tukaj? Kaj se je zgodilo? Vidimo to, da sta iskala Jezusa med sorodniki in znanci. Pomeni, sveta družina ni bila izolirana v Nazaretu. Je imela svoje okolje, okolje sorodnikov, to ni bila zaprta družina, in okolje tudi znancev pač iz Nazareta ali od drugod. To je bila ta odprtost svete družine. In tako so zaupali, da bo Jezus 12-letnik, kot tudi drugi otroci, pač kje med sorodniki ali znanci. Tudi ta širina nam je znamenje, glejte, danes za naše družine. Družina ne sme biti izolirana, imeti mora svoje okolje, okolje svojega sorodstva in okolje prijateljev in znancev. Seveda je treba te prijatelje in znance, tako zvane prijatelje in znance, primerno izbirati, vendar pa tudi družina sama rabi svoje okolje. Današnja družina pa je izolirana vase in to ni v redu. Družina mora biti odprta tudi navzven, tako da lahko tudi drugim družinam ali sorodstvu
zaupa otroka. Žal tega danes ni. Bodi si, da marsikje je to nemogoče, pa tudi zaradi tega, ker se za to danes preprosto ne skrbi. Za medsebojne povezave, ko se ljudje med seboj družimo, lahko nastane, kot je rekel blaženi John Henry Newman, veliko dobrega v medsebojnem druženju, v sorodstvu, med družinami. Seveda, če pa je to brez razmisleka in kar slučaju prepuščeno, pa lahko iz tega nastane tudi veliko slabega. Poskrbimo torej za zdravo odpiranje družin med sorodnike in znance. Krščanska družina je odprta do vseh ljudi, torej ker ve, da končno je nad vsemi Bog in da Bog deluje na mnoge načine, ne samo znotraj družine, ampak tudi v njenem okolju, človeškem okolju. Toliko pa ne samo mimogrede. Torej, iskala sta Jezusa med sorodniki in znanci. Sta jim tudi zaupala, vendar ga nista našla. To pa seveda je, kot smo rekli, pomenilo, da je tesnoba zajela njuni srci, Jožefa in Marije. Ker ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Kaj sta Marija in Jožef po poti premišljala? Pa kako je mogel to narediti? Če so že drugi otroci tako, kako je Jezus mogel biti tak? Saj sta mu dala vso, kakor je potreboval, ker je tudi pravi človek, ne samo pravi Bog, pravo človeško vzgojo. Vedno je ubogal, vedno je držal besedo, sedaj pa nenadoma to in brez vsake napovedi. Pa to je čudno. Torej, to je bilo zaskrbljujoče. Kaj se tu dogaja? Nista mogla razumeti. Kako bi morajo starši to razumeti? In tudi Marija in Jožef tega nista mogla razumeti. Ker ga niso našli, so se vrnili, bomo rekli, polni tesnobe. In kaj vse jima je prihajalo, glejte, v domišljijo. Vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Po 3 dneh so ga našli v templju. Predstavljamo si mi to. Vrneta se v Jeruzalem. V Jeruzalemu je bila še vedno množica ljudi vsega sveta. Sedaj pa išči in najdi svojega otroka. Kje ga boš našel? Tem vrvežu odraslih, mladine, otrok. Kje ga boš našel? Kako ga boš našel? Ja, bomo rekli, ja, Jezus je Jezus. Jezus je nekaj izrednega. Jezus je otrok med otroki. Takšen pač, glejte. Ja, pa ima take oči, pa take lase, pa takšen je. Otrok med otroki podoben vsem. Postal je nam podoben vsem razen v grehu, Božji sin, ko se je učlovečil. Kako bova našla sedaj Jezusa, Ješuah, sta ga klicala v Jeruzalemu. Mnogo je bilo otrok s tem imenom Ješuah, to je bilo običajno ime. Nosilec tega imena je bil pa izreden, ampak nihče ni vedel, da je Jezus Božji sin. In Jezus se ni obnašal kot Bog med ljudmi, ampak kot človeški otrok med človeškimi otroki. Tako je to bilo. Predstavljamo si zadrego, nemogoče občutje, kakor je bilo v srcu Marije in tudi svetega Jožefa. Kaj sta vse to prestajala? Pa ste ga videli, pa on je bil podoben, mogoče pa tisti, pa tja in tako potem od skupine do skupine ali morda tudi od hiše do hiše. Kje je sedaj Jezus? Predstavljamo si to, zlasti pa to odgovornost. Prvič, vsaki starši imajo odgovornost za otroka. Pravim, kaj šele odgovornost Marije in Jožefa za Božjega sina, ki je za nas postal človek. Kakšna odgovornost! In kolikor večja odgovornost, toliko večja tudi skrb in bolečina in tesnoba. To je nepredstavljivo, kaj sta prestajala, ko sta tisti dan iskala Jezusa v Jeruzalemu. Pa vrnimo se k besedi odgovornost. Ali so danes starši res odgovorni za otroka? Ali se čutijo odgovornega za otroka? Otroci imajo danes strahotne pogoje, kar zadeva njihovo druščino. Glejte, živijo, zlasti če smo v mestih, živijo med množicami svojih vrstnikov. Kam jih vse to nosi? Kje otroci so? Kam hodijo? Še zdaleč niso na nekakšnem romanju. Kje se otroci shajajo?
Kje je moj otrok, bi morali starši imeti nenehno skrb, in skrb za otroka spada k družinski ljubezni, ljubezni staršev do otrok. Kaj se dogaja z najnim otrokom ali z najnimi otroci? Kaj se dogaja, glejte, kje so naši otroci? Torej, to je vprašanje, ki je bodisi za družino, za starše ali za sorodnike, strice in tete, za sorodstvo, za vse nas. Kje je današnja mladina? Jezus se je izgubil v Jeruzalemu, tako mislimo, tako govorimo. Izgubili so se otroci danes in jih ne najdemo. Ko bi saj starši začutili tesnobo v srcu, otrok se izgublja. Imam slabe občutke, kje je najin otrok, kje se družijo otroci, kaj bo z njimi. Dogajajo se hude reči, kot vemo, glejte. In ta neskrbnost za otroke, ko jih prepuščamo, glejte, kar tako ulici ali slučaju. Za tem ulico in slučaju je pa hudič sam, glejte, ki preži na nedolžnost otrok. Da ne govorimo seveda o vzgoji otrok prek televizije, interneta, kar pomeni spet nekakšno druženje in nekakšno družbo v tej izgubljeni množici. Skrb za otroke, gledajte, v povezavi s tem je prvo, kar bi morali starši čutiti. Tesnobo, milost tesnobe za otroke. Ne gre za tesnobnost, da se otroku morda nekaj zgodilo. To je pravzaprav nekaj normalnega, gledajte. Ampak danes gre za tesnobo, za skrb, za poštenje otroka. Ni glavna stvar, da se izšola pa da pride do kruha. Lahko je odličnak pa super baraba, gledajte. Vse do zločinca. Torej ne gre za to. Gre za to, da imamo skrb za srce otroka, za njegovo dušo. Ali je ta otrok res tudi najin otrok, je res Božji otrok, ali je nam in vsem veselje in družini v upravičeni ponos. To je vprašanje za otroka. To je vprašanje za starše. Kakor smo toliko daj nazaj rekli, da je prvi pogoj za to, da pridemo k Bogu, želja po Bogu, gledajte, dar želje, da lahko rečemo, ko gledamo vzgojo otrok, prvo, kar je v vzgoji danes, kar bi morali drugemu in družinam in staršem izprositi, je občutek skrbi, pa tudi potrebne tesnobe, potrebne svete tesnobe, kaj se dogaja z otrokom, in da bi potem, to je pa drugo, starši tudi nekaj storili, da ne dopustijo, da otrok hodi po slabi poti in da se izgublja v pričo njih. Kakšna žalost je, gledajte, gledati razvalino otrok, razvalino mladine. Ni sicer to v neposredni povezavi te skrivnosti, ko se je, kakor sta mislila, Marija in Jožef, Jezus izgubil v Jeruzalemu, vendar govorimo pa o njunem iskanju otroka. O iskanju otroka. Ne smem nam biti vseeno. Za otroka ta vseenost je nekaj strašnega in to je greh, velik greh. Na družino in na otroki in na družbo. Zato pa je tako, kakor je tudi v naši deželi, ker ni skrbi za mladino in ker ni skrbi za otroke. Vsi smo varuhi otrok, vsi mi. Poročeni in neporočeni, starši in strici in tete, vsi mi smo varuhi otrok. Molimo za otroke, da bi hodili po pravi poti in za Božjo voljo storimo nekaj zanje. In moramo veliko storiti za otroke, gledajte, če se zavzamemo in če stopimo skupaj. To je prva skrb te naše dežele. Naša dežela nima nobene bodočnosti. Glejte, prvič ni veselja do otrok in do družin in drugič je vseenost, kako je z otroci, glejte, ki pač so prepuščeni, kot rečemo, samemu sebi, pa niso prepuščeni samemu sebi, ampak nazadnje so prepuščeni tistemu, ki sovraži otroka, ki je že v Betlehemu poskrbel za pomor otrok in ki ogroža življenje otroka. Naša družba, kakor je nekoč zapisal sociolog, je družba, sociolog je družba, ki sovraži otroka, ki je nasprotna otroku. To je tisto. In to je greh te družbe, v kateri smo.
To je aktualen evangelij. Jezus, otrok se je izgubil. Marija in Jožef sta morala iti skozi to tesnobo. Se Mariji je bilo to tudi prerokovano. Jožef je bil zraven, je vedel in sta se gotovo spomnila, se je že začelo. Kakor takrat ob darovanju v templju, je že Marija začutila tisti ostri meč, ki bo šel skozi na dušo. Ob njej sveti Jožef in sedaj sta čutila, pa kje je Jezus? Mi dva imamo odgovornost zanj. In Jezus ni kdorkoli. Ker ga niso našli, si morate misliti, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. Iskali cel dan v Jeruzalemu. Po 3 dneh so ga našli v templju. Ti 3 dnevi. Tretji dan, vemo tretji dan, potem v Jezusovi zadnji veliki noči, naši veliki noči odrešenja, po 3 dneh, takrat je Jezus zmagal, po tolikih mukah, trpljenju in smrti je zmagal v stajenju. Po 3 dneh sta ga našla, po 3 dneh. Da bi starši našli svojega otroka, da bi ga našli tako, kakor sta ga Marija in Jožef našla, v dobri druščini, da bi ga našla, kot sta ga ona dva našla, v templju, na Božjem mestu. Gre tako za cerkev, da bi se otrok tako izgubljal, da bi ga v cerkvi mogli najti. Glejte, vendar, če ni doma molitve, če ni verske vzgoje, če ni dobre druščine, če staršem vseeno za otroka, ga nikakor ne bodo našli v templju, v cerkvi, domači župniški cerkvi ali na Božji poti in tako naprej, ampak kakšnem drugem svetišču, kot vemo, ki je polno teme in tudi slabih vplivov. To je torej to. Našla sta ga v templju. Čudovito. Sedel je med učitelji in jih poslušal in praševal. Krasen prizor. Za nas je krasen, za njiju, Jožefa in Marija, je bil to šok, seveda. Seveda ga nista najprej iskala v templju, najprej, ker so že odhajali iz Jeruzalema, sta ga iskala vse povsod, ker je bilo to romanje končano, normalno, da sta ga iskala po ulicah Jeruzalema, med druščino in med temi ljudmi. Ker so pač odhajali. Tako da sta nazadnje prišla pa v tempelj, morda je pa tukaj, vendar smo že odšli iz templja, pa tukaj ga ne more biti. In točno v templju sta ga našla. In tukaj potem ta čudoviti prizor, ponavljam, za Marijo in Jožefa šokanten prizor, kako je sedel med učitelji, mirno, jih poslušal in praševal. Prvo to, Jezus je tu popolnoma umirjen. 12-letni Jezus, ki je prestopil v to dobo verske odraslosti, je sedel v templju in jih je poslušal učitelje, rabine in jih praševal. On, ki edini ima nekaj povedati, ki je logos, ki je smisel, ki je beseda, je poslušal. On je poslušal. Ni prvo govorjenje, prvo je poslušanje, da bi slišal kaj smiselnega, kaj dobrega. Jezus, ki je resnica sama, je poslušal, kaj so govorili rabini, ki naj bi bili v službi resnici, v službi Božje besede. To je ponižnost njega, ki je večna beseda. Poslušal je. Ali odmeva Božja beseda iz ust teh učiteljev, iz ust teh rabinov. Poslušanje je osnovna drža za nas vse. In otrok naj tudi posluša, vendar mora biti nekdo, ki otroku pametne besede govori. Ne besede tega sveta, po vzorcu tega sveta, ampak pametne besede. Naj vaš otrok posluša, ampak prisluhnil pa bo, če se bo res prilivala ljubezen z modrostjo iz vaših src, dragi starši in vsi vzgojitelji. Jezus je poslušal, da bi kaj pametnega slišal iz ust teh rabinov. Kaj
Božjega, kaj življenjskega, kaj v skladu z Božjo besedo. O, da bi Božja beseda v naših družinah bogato prebivala, povzamem svetega Pavla. Da bi se smisel prelival v medsebojnem pogovoru med možem in ženo, očetom in materjo, med družinskimi člani in tako potem prehajal v srca otrok. Jezus je poslušal, potem pa tudi vpraševal. Ponižno, skromno pa je vprašal, je sodeloval, da bi otroci se odzivali za to, da bi vstopili v pogovor in da bi bil pogovor v družini. Pogovor v družini ali pa tudi pogovor znotraj župnije je nekaj bistvenega. Jezus je poslušal, je vpraševal. Naj steče ta pogovor med nami, dragi bratje in sestre. Ni dovolj pridiga, treba se je o Božjih rečeh pogovarjati tudi. Poslušati, vpraševati, se odzivati. To naj bo v družinah, to naj bo med nami odraslimi verniki, to naj bo tudi v mladinskih skupinah, to naj bo v župniji, to mora biti. Brez tega dialoga, v katerem je logos, Božja beseda, glejte, ne moremo živeti. Naj se pretaka med nami smisel Božje besede. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Je pa, kot vidimo, Jezus tudi kaj povedal. Gotovo ni imel pridige sredi rabinov, ki jih je poslušal in vpraševal. Je pa tudi kaj povedal. To je ta modrost. Prisluhniti pogovoru, biti srcem zraven, razmišljati, potem pa, ko pride čas, pa tudi ti kaj poveš. In Jezus je imel kaj povedati. Pravzaprav so ga vpraševali. Vpraševali, kaj pa ti, ko so videli, kako ta fantič spremlja z očmi, s pozornostjo njihov pogovor. Pa so ga kaj vprašali. In je povedal. On, ki je res imel kaj povedati, je govoril. Čudili so se, bili so iz sebe, piše, nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. Otroci premorejo tudi zelo modre odgovore. Pravzaprav vidimo presenečeni, včasih že mali otroci, tako kaj modrega in pametnega in življenjskega povedo, da moramo biti odrasli, ko slišimo njihove odgovore, polni sramu. Glejte, kakšna globina je lahko v otrocih ali v mladini. Treba je pa vzpostaviti pogoj, da bi mogli tudi otroci biti sogovorniki in povedati svojo besedo. Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena. Šokirana, bi lahko rekli. To bi pravi prevod. Torej, sta bila vsaj iz sebe. Po eni strani seveda presrečna, da vidita Jezusa. Videti Jezusa je in gledati Jezusa je vse. Izgubiti Jezusa je nekaj strašnega. Sicer gre človek lahko skozi svojo temno noč, neke vrste temna noč je bila tudi za Marijo in Jožefa, ko je se zdelo, kot da bi luč ugasnila in je bila popolna tema. In ko sta videla to luč, ko sta videla Jezusa, sta se razveselila, nad vse razveselila. Hkrati pa, glejte, sta bila v šoku. Ker kaj boste sedaj Jezusu svojemu otroku rekla? Marija njegova mati in Jožef njegov očetovski varuh, kaj bosta rekla? In tu nastopi Marija, otrok. Zakaj si nama tako storil? Ona je morala to povedati. Ona je šla skozi take bolečine in z njo sveti Jožef. Zato je rekla, nama si tako storil. Zakaj si nama tako storil? Mariji ni bilo vseeno in ne svetemu Jožefu, češ pa naj hodi svojo pot. Jezus. Zakaj si nama to storil? Nista razumela. Starši velikokrat ne morejo razumeti otrok. Ne govorim o takrat, ko so šli na slabo pot, ampak ko so včasih malo čudni. Zakaj si nama tako storil? Posebej, če pomislimo na puberteto. Ne gre tukaj za Jezusovo pubertetniško dogajanje.
ker kakor pravi sedanji papež, Jezus ni tukaj bil upornik, nek zagovornik liberalnega obnašanja, ampak je vedel, kaj dela, ker je pač Božji sin. Vendar pa tukaj moramo razumeti tudi mlade ljudi, ki potrebuje tudi neko svojo samostojnost, pa so včasih čudni, morda tudi grobi, pa morajo starši potrpeti in iti skozi te bolečine, saj približno tako, kot sta šla Marija in Jožef. In to je vprašanje, zakaj si nama to storil. Ampak Marija ni zavpila, Marija je vprašala. Glejte, ne bi uporabil še drugih besed, ki se slišijo takrat, ko otrok kaj napak stori. Glejte, vprašala je, zakaj si nama to storil. Od srca k srcu je vprašala. In tudi je povedala, tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala. Jezus ve, kdo je njegov oče. Marija ve, kdo je njegov oče. Vendar tukaj je rekla v dvojini, tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala. Je povedala svojo bolečino, je povedala njuno bolečino. Vendar to je bilo na materinski način, sicer z bolečino izrečeno in tako tudi sprejeto seveda z Jezusove strani. Ona je morala to reči, svoje občutje, in to naj bo tudi v odnosu med starši in otroki. Treba je otroku reči, da ti je za njega, da ga nosiš v srcu in da je tudi večkrat tvoje srce prizadeto, ko otrok tako in tako ravna, seveda, če gre za napačno ravnanje. Pri Mariji je tukaj šlo, ker ni razumela. Dejal jima je, kako da ste me iskala, mar nista vedela, da mora biti v tem, kar je mojega očeta. Tu je odgovor. Ravnal sem, kakor mi govori oče. Pomenljiva je ta prehod, 12. 13. leto, prehod v svet odraslih vernikov. Jaz grem po poti, ki mi jo je začrtal oče. On je moj oče. Mama sicer si rekla, jaz in tvoj oče so te iskala. Moj oče je Bog. Grem po Božji poti. Kako sem poromal po Božji poti v Jeruzalem, hodim po Božji poti naprej. Kaj pa je ta pot? Izpolnjevanja Božje volje. To je pot, kakor je rekel apostol Pavel, Bog hoče, da se vsi ljudje zveličajo. In pri Janezu beremo, Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, ki vam veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Po tej poti hodi Jezus. In velikonočno praznovanje v Jeruzalemu je znamenje te poti, da je to pot žrtve, pot daritve in končno pot odrešenja njegovi velikonočni skrivnosti. Moram biti v tem, kar je mojega očeta. Tukaj Jezus govori v zavesti Božjega sina in zavesti Mesija, ki je jagnje Božje za rešitev vsega sveta. Grem to pot. Marija, vendar nista razumela besed, ki jih je rekel. To so besede Božjega sina. Nekaj sta zaslutila, da se je začelo. Da je tu odločno obrnjen list v Jezusovi zgodbi. Da se je začelo to dogajanje. Kakor nek vdor Božje luči, prodor Božje luči v to njihovo nazareško vsakdanjost je bilo, ko je Jezus razodel, grem po poti, ki mi je začrtal oče. Očetova volja je moja pot. Na to se je vrnil z njima in prišel v Nazaret, ter jima je bil pokoren. Zanimivo, ko Jezus pove, da se je tako rekoč, danes bi rekli, emancipiral, da je svoj, da gre za očetom in njegovim klicem, hkrati se pa pokorno vrne v Nazaret in jima je bil pokoren. To je paradoks. Z ene strani samostojnost, z druge strani pa popolna pokorščina, ne prisiljena, ampak ljubeča pokorščina materi in kakor so govorili očetu. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Da bi tudi mi ohranili vse to v svojem srcu. Pa da bi tudi starši, ko se v družini kaj zgodi pomenljivega, Božjega,
Pa če tudi je za to bila potrebna marsikatera preizkušnja, če se kaj takega zgodi, da ohranjamo kot Božjo luč, Božje znamenje v svojem srcu in da o tem premišljujemo. Jezus pa je napredoval modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Izročimo sebe in vse otroke sveti družini. Jezus, Marija, Jožef. Amen.